Dobro jutro, danes bi želela pa s tabo predebatirati oziroma mogoče malo poklepetati glede tega, če je tvoja ponudba za vse, ali pa za veliko množico ljudi, kaj to pomeni, kako te slišijo in kako lahko to vpliva tudi na tvojo prodajo. In velikokrat, sploh ko govorimo o kakšnih zdravilcih, pa o kakšnih maserjih, ali pa tudi kakšne vadbe, prehrana, vse to, bi lahko rekli, ja, Maja, ampak saj to vsi ljudje potrebujejo, tako da moja idealna stranka so vsi ljudje. In to je seveda vse ok in lahko tako tudi obdržiš, je pa v bistvu veliko težja pot, da prideš do prodaje. Kaj je pa lažja? Pa je v bistvu, da se fokusiraš, ampak še preden greva na to, bi rada s tabo delila mogoče en primer, da si lažje predstavljaš. Predstavljaj si, da si čevljar, ali pa da sva midva zdaj čevljar. In da odkrijeva oziroma narediva en taki univerzalni čevelj, ki je namenjen za tekače, za poslovneže, pa tudi za pohodnike. Torej za vse, ker vsi ljudje rabijo čevlje in midva zdaj narediva nekaj takšnega, da je za vse. Kaj se bo tukaj zgodilo? Verjetno bo ful malo kupcev, zaradi tega, ker profesionalni tekači bodo verjetno hoteli imeti točno za njih prilagojene čevlje, takšne, ki bojo lahki, takšne, ki bodo, pač za tekače. Pohodniki verjetno bodo želeli imeti bolj take visoke čevlje, bolj težke, ki bojo zavarovali njihov gleženj, in poslovneži bodo verjetno želeli imeti ene take fine čevlje. In če zdaj mi naredimo tukaj nekaj srednjega, verjetno ne bomo zadovoljili vseh. Po drugi strani pa tudi, če mi zdaj nagovarjamo te vse, nas nihče ne bo slišal. Zakaj ne? Ker če govorimo o tekačem, govorimo vsebine, ki so zanimive za tekače ali pa za pohodnike. Mogoče bomo delili vsebine, kam naj grejo na pohod, kako se naj pripravijo na pohod, da si ne bodo, poškodovali mišic in tako naprej. Se pravi, vsebine, ki bo te ljudi pritegnile, so popolnoma drugače. In verjetno se velikokrat lahko strinjamo, da če imamo neko težavo, naprimer, da želimo kupiti nek čevelj, verjetno bomo šli tudi k nekemu specialistu, zato ker si želimo mogoče dobro rešiti ta problem oziroma imeti super čevlje. In bomo raje šli k specialistu, kot pa nekemu splošnemu, ki je za vse. Tako da upam, da ti je ta primer pomaga pri tem, da v bistvu se vprašaš, komu zares ti najbolj lahko pomagaš, koga lahko mogoče tudi najbolj podpreš, kdo ima lahko najboljše rezultate, pa tudi ne pozabiti na to, da se vprašaš, s kom si želiš tudi ti sodelovati, s kom ti je fajn delati, da nekoga mogoče razumeš, da ga lahko res dobro podpreš, da te inspirira, ker konec koncev, če že gradimo brand, verjetno ga gradiš na dolg rok, je tudi fajn, da v bistvu potem uživaš, s kom delaš, ne delaš verjetno samo za zaslužek, ker to bo hitro, ta motivacija ti tudi padla. Tako da, evo, to je ta mini primer, ki sem ga želela s tabo deliti. In upam, da ti pomaga boljše razumeti, zakaj je fajn, da se fokusiramo oziroma zakaj je to veliko, veliko lažja in hitrejša pot. Tako da, evo, vidimo se kasneje, uživaj in čau, čau!